Tukaj je v nadaljevanju nekaj realnih primerjav med trendi v evroobmočju, kamor Slovenija spada, pravi med jedrom Evropske unije, in med trendi pri nas za zadnje obdobje po kvartalih od leta 2006 oziroma 2007. Tukaj vidimo rast oziroma padec bruto domačega proizvoda. Vidimo, kje smo bili do zadnjega tromesečja lanskega leta. Kdaj se je ta krivulja sekala, padec v Sloveniji je v tem času žal bistveno globlji kot v Evropski monetarni uniji, to je bila rast za 3 odstotne točke više. To je drugi kvartal letošnjega leta, zadnji podatek je na voljo od Eurostata in sploh. Samo 3 oziroma 4 države so imele tudi zadnje podatke slabše od Slovenije, baltske države in Finske. Tukaj je gibanje investicij v Sloveniji, Evropski monetarni uniji, to se pravi, so tukaj škare še največje. Ob preseku oziroma v začetku letošnjega leta so investicije v Sloveniji upadle. In to dvakrat bolj kot v evroobmočju, in to predvsem zaradi tega, kot nas ni bilo vladnih oziroma državnih ukrepov, ki bi ohranili investicijsko dejavnost na ustrezni ravni. Čeprav je bilo to priporočilo Evropske komisije. To je padec potrošnje gospodinstva oziroma privatne porabe od lanskega leta. Tudi tukaj je ta padec bistveno večji, in to zaradi tega, ker je stala Evropa na neki točki sprejela ukrepe za to, da se ta poraba ohrani, ker je to eden od pomembnih vzvodov za gospodarsko rast. Pri nas pa teh ukrepov ni bilo in poraba drastično padla. To je padec industrijske proizvodnje, ki je začel maja letos v evroobmočju, ki je začela naraščati, v Sloveniji pa je ta trend zelo nestabilen, so nihanje od meseca do meseca, glavnem pa zaostajamo za evroobmočjem. To je prej omenjen prikaz poslovnega optimizma, ki zaostaja za gledanjem na to, kako se bodo stvari razvijale, z optimizmom gledanjem na to, kako se bodo stvari razvijale v evroobmočju. Ta razlika je prevelika in seveda to je pomemben dejavnik, ker tudi ljudje, ki imajo sredstva, podjetniki, ki imajo sredstva, če ne pričakujejo, da so stvari izboljšale, pa čakajo z vlaganjem. Tudi zelo zaskrbljujoč podatek industrijskih proizvodnih primerjava med Slovenijo in evroobmočjem. Pri nas so ta gibanja zelo nestabilna, trend je negativen v evroobmočju, je od aprila letošnjega leta pozitiven. Primerjava poslovnega optimizma, brezposelnost. To je pravzaprav edini podatek, kjer je trend boljši od tega v Sloveniji, kjer je trend Sloveniji boljši od trenda v Evropski monetarni uniji. In to predvsem zaradi glomaznih ukrepov, ki so v Sloveniji sprejeli za to, da se umetno ohrani zaposlitev. Gre predvsem za subvencioniranje ostajanja doma in skrajšanja delovnega časa in subvencioniranje strani države za ta del, kar so začasni ukrepi, ki se bodo enkrat končali, ker bodo sredstva porabljena. Bi bilo bolje, da bi tukaj imel nek drugačen trend, ampak v ozadju že dejavnost, ki bi omogočala, oziroma ki bi nakazovala ustvarjanje novih delovnih mest, ker se bodo delo potrajno zapustili. In kako popraviti stanje? Kot že omenjeno, so
ukrepi, ki jih je sprejemala vlada, deloma prijeli na področju sociale, to je tudi najlažje. Povečaš proračunski primanjkljaj, nameniš draginjski dodatek za upokojence ali narediš to. Uvede subvencioniranje za podjetje, ki skrajša delovni čas. To je relativno enostavno, in treba nič ustvariti, gre za distribucijo. Zdaj, bistveno premalo pa je bilo narejeno pri razbremenitvi gospodarstva, zato tudi ni, ali pa jih je zelo malo novih delovnih mest. Na tej točki smo mi v sklopu že omenjenega paketa 65 ukrepov predlagali vrsto ravnanj, ki bi gospodarstvo razbremenilo, da so bili ti predlogi zavrnjeni. Posledica je seveda naraščanje zadolževanja, to je dobilo kritične razsežnosti. In verjetno to jesen tečejo meseci, ko je še možnost neko pravo kombinacijo reformnih in protikriznih ukrepov, trende obrniti v pozitivno smer. Zdaj, ključni potrebni ukrepi, naštevamo samo nekaj skupin, ker bodo kolegi potem za malo to bolj razdelali. Najpomembnejši so ukrepi, ki so usmerjeni v neposredno povečanje zaposlovanja. Prav to, da ljudje delajo nekaj realno ustvarjajo, da je to koristi in da so za to plačeni. Ne, da so plačeni za to, da ne delajo. Tega manevrskega prostora, kljub temu, da je vlada za nizko zadolženost države dobila v roke veliko, da je to zmanjkalo. Največje učinke tukaj daje investicije v prometno infrastrukturo. Eden od projektov iz resolucije nacionalnih razvojnih projektih, ki je pripravljen, deloma pa so ponekod pripravljeni že tudi lokacijski načrti, državni lokacijski načrti, je izgradnja omrežja državnih cest. To so ceste, ki navezujejo številne slovenske pokrajine, ki jih je avtocestni križ obšel na to moderno infrastrukturo. Gre za tako imenovane razvojne osi. Tukaj obstaja potreba, obstaja pa neko že izdelani načrti, projekti za to vse. In tukaj bi se moralo veliko dogajati, da se investiranje žal ne opazno nobenega gibanja. Na spletni strani ministra za promet so glavno njegovi govori iz raznih poslav. Potem je tukaj stanovanjske izgradnje. O tem sicer tudi ta vlada veliko govori, vendar je bilo malo dogaja. Stanovanja se potrebuje, je dolgoročna naložba. Stanovanjska izgradnja zažene veliko sektorjev gospodarstva, poleg gradbeništva. Absolutno bi moral biti v oba projekta. Mimogrede Poljska, ki je eno od dveh evropskih držav, ki letos nima recesije, je takšno pozitivno stanje dosegla v veliki meri s projekti na področju infrastrukture in stanovanjske izgradnje. Potem je tukaj podobnem obsegu možno obnavljati javne objekte v smislu varčevanja z energijo, izolacije in vse ostalo. To dela Nemčija v preteklih letih z dobrimi rezultati. In še več teh področij, ki zdaj smo naštevali.